Namesto tega brezveznega videoposnetka bi bil tu lahko vaš oglas. Še vedno ste v družbi Radia Kaos. 14. aprila davnega leta 1243 je bila menda Ljubljana prvič omenjena v pisnih virih. Po osamosvojitvi je bil ta dan razglašen za enega od dveh mestnih praznikov. Drugi je seveda 9. maj, dan zmage, dan osvoboditve Ljubljane in dan Evrope. V Ljubljani smo se odločili, da letos oba praznika združimo z enim praznovanjem 9. maja, ki je obenem praznik osvoboditve Ljubljane in tudi praznik Evrope. 9. maja bo v Ljubljani izjemno tudi posvečen nagradi, kajti 8. 9. maja imamo konferenco županov vseh glavnih mest Evropske unije in tistih mest, ki prihajajo v Evropsko unijo. Je na včerajšnjem slavnostnem koncertu dejal ljubljanski župan Zoran Janković, ki tako prvič, odkar je bil 14. april razglašen za praznik, ni sklical slavnostne seje mestnega sveta. Namesto tega so se predstavili štipendisti mestne občine Ljubljana, ki je včeraj skupaj z ustanovo Slovenska znanstvena fundacija obeležila tudi 5. obletnico rojstva Primoža Trubarja. Njen predsednik Edvard Kobal je dodal: Prav na današnji dan, če se viri ne motijo oziroma zapisi niso točni, pa upajmo, da so. Torej 14. aprila 1528. leta, 20. letu Primoževega življenja, se mladi Trubar piše med študente Dunajske univerze. Trubarjeva starša in prav gotovo mladi Primož so imeli sami, kako jih je imel Martin Luther King in drugi. Rekli so, imeli smo sami. Za Radio Kaos, Aljaž Pengov-Bitenc.